Torej v Galeriji Monfort predstavljamo 7. edicijo festivala IZIS. Letos imamo sicer dvomesečni festival v 2 delih. Na festivalu bomo predstavili 8 umetniških del slovenskih produkcij. Predstavljamo umetniška dela, inštalacije, katere povezujejo znanost, umetnost in tehnologijo. Festival IZIS smo naredili iz neke stanje obupa sodobne umetnosti na Obali. Prvega smo organizirali pred 6 leti, v katerem smo se umetniki in producenti, kateri delujemo na našem območju, zbrali skupaj in samo zaradi tega vzgiba, da bi pokazali, kaj se pri nas dela, in smo si mogli sami organizirati festivale, kateri je zdaj 7. leto v bistvu prvič prerastel naše zmogljivosti in so obalne galerije pristopile do nas in nam ponudile ta prostor, v katerem danes razstavljamo in bomo še v nadaljnjih letih. Na letošnji ediciji smo povabili društvo Ljudmila in zavod Projekt Atol ter Svetlobno gverilo, da smo lahko v bistvu skupaj sestavili tak program, katerega lahko zdaj trenutno vidite v razstavišču Monfort. Naslov letošnjega festivala IZIS je Invazija, ki je v prvi asociaciji povezujemo z vdorom sovražnih sil, nenazadnje temelji na nekaterih še preveč očitnih dejstvih današnjega časa. Z nekaterimi od njih v odnos stopa tudi takratni IZIS. Res je, da bo IZIS vdrl Monfort, kakor je tudi res, da bo šlo za prvo scela intermedijsko pregledno razstavo v njem. Torej, smo naredili invazijo v ta prostor z sodobno umetniško prakso, katera do zdaj ni bila v takem obsegu, recimo, dostopna. Zdaj na festivalu predstavljamo 4 inštalacije. Trenutno lahko vidimo inštalacije Tilna Sepiča z svetlobnim oscilatorjem, Saše Spačal in Matica Potočnika z inštalacijo Liminoid, Robertino Šebjanič, Aleša Hegna in Ido Hišelfelder z časovnimi razmiki, kemobrioničnimi vrtovi in inštalacijo Karlo Hmeljaka, Luke Freliha in Marko Vivode z inštalacijo RER. Tilen Sepič, svetlobni oscilator, je audiovizualno-kinetična instalacija, sestavljena iz večnih hal. Okrogli svetlobni objekti so obešeni z višje pozicije, ki s pomočjo motorjev nihajo konični pendulum. Instalacija je programirana s prepletanjem generativnih vzorcev, frekvenc, utripanja svetlobe, paru, kot tudi same rotacije objektov. Gledalec lahko v vzorcih opazi različne zaznavne iluzije, kot na primer pa slike, ter nove barve, ki niso del inštalacije. Zvok je neposredno povezan z gibanjem ter frekvenco svetlobe in prav tako generativen s poudarkom na nizkih frekvencah, ki jih lahko gledalec tudi občuti. Vzorci so tako nepredvidljivi, niso vnaprej posneti, sistem deluje generativno in na analognem principu brez uporabe računalnika. Instalacija izpostavlja naravo nihanja, vibracije in frekvence, ki so sestavni del sveta okoli nas, ki pa so nam drugače nevidne ali pa njih nismo pozorni. Drugo inštalacijo, ki vam predstavil, je inštalacija Saše Spačal in Matica Potočnika. Je postavljena na tej inštalaciji v stolpu, katerega smo zgradili za to inštalacijo. Inštalacija pod imenom Liminoid 2.0.
Liminoid je obogatena in virtualna izkušnja razpršene subjektivitete. Liminoidni portal izhaja iz antropološke raziskave o sodobni variaciji liminalnega procesa, ki zaznamuje prehod osebstva v iniciacijskih ritualih. Liminoidna izkušnja sproža preobrazbo občutka o samem sebi, ki poteka v 3 fazah. Ločitev od starega, jeza, faza prihoda z značilno nejasnostjo in izgubo orientacije, ter zadnja faza vključitve in oblikovanja novih pogledov na svet. Tretja inštalacija, katero imamo danes v prostoru, je postavljena za to arhitekturo. Je pa delo Robertine Šebjanič, Aleša Hegna in Ide Hirschfelder. Inštalacija z imenom Časovni zamik ali kemobrionični vrt. Je interaktivna, generativna, zvočna inštalacija, razkriva odnos med hidrotermalno kemijo, minevanja časa in razvojem zvoka. Sestavljajo več manjših formacij kemičnih vrtov v raztopini vodnega stekla, ki odstirajo okno v raziskovanje kemičnih procesov ob začetku življenja. Na kemične reakcije so usmerjene kamere, ki preko mikrokontrolerja zaznavajo spremembe v obliki vrtov. Spremembe učinkujejo na kodo za generiranje zvoka v živo in počasi spreminjajo sozvočje v galerijskem prostoru. Počasno spreminjanje zvoka se izmika časovnemu ritmu, ki bi ga zaznala človeška čutila. Četrto inštalacijo, ki bi vam rad predstavil, je delo Karlota Hmeljaka, Luke Frelihe in Marka Vivode, RER, produkcije Pina in društva Ljudmila. Interaktivna vizualno-zvočna inštalacija RER poskuša določiti tisti vmesni prostor zaznavanja in razmišljanja, ki prek mnogoterih posredovanj tvori pomene. Senzorični prostor gledalčeve izkušnje je oblikovan znotraj dramaturško odmerjenega časa, ki ga on sam sproži, ko se znajde v območju, ki ga potem s kretnjami sooblikuje. To območje pa mu kaže njega samega, njegovo posredovanje vanj in mu na koncu iz bližnje črt in črk in zvokov, ki jih puščajo, ponudi pesem.